3, 2, 1, čas je za vzlet. Ja, sicer se je že nekajkrat zarotirala od takrat, ko je bila v medijskem fokusu zaradi mimoleta Artemis 2, ampak nič hudega, mi izvršimo zdajle eno hitro podatkovno invazijo nanjo. Na Luno namreč. Lunatičen antikviz enak vsem ostalim, 5 podatkov imamo povezanih z njo, našo Luno, ki je za razliko od ostalih lun pisana z veliko začetnico. 4 podatki držijo, eden je fake news. Kateri? 01 475 2202. Listen very carefully. I shall say this only once. Tole so podatki o Luni. Eugene Gene Cernan je zadnji človek, ki je stal na Luni. Posnetke njegovega glasu sta v svoji pesmi uporabila Daft Punk. Drugi podatek. Slabih 400 kg Lune so prinesli astronauti na Zemljo in na Luni pustili približno 200 ton odpadkov z Zemlje. Tretji podatek. Tudi po skoraj 60 letih je na Luni še vedno viden odtis prvega koraka Neila Armstronga. Podatek številka 4. Srednje ime Buzza Aldrina, drugega človeka na Luni, je Moon, torej Luna. Imena ni dobil, ker bi starši želeli, da postane astronaut, ampak preprosto zato, ker se je rodil ob polni Luni. In še 5. zadnji podatek. Eugene Shoemaker je delal kot znanstvenik pri NASA, velja pa za edinega človeka, ki je pokopan na Luni. 01 475 2202 je torej številka. Iščemo podatek, ki ne drži. Dobro jutro, Primož. Dobro jutro. Primož ne razočara. Pa še, če ravno noben drug poklic slučajno. Ja, tako. Čeprav Mitja je danes one-man band oziroma zadolžen za vse zadeve zunaj etra in že ob tem, ko z enim ušesom posluša naju, ob drugega tišči slušalko, tako da je poklical še nekdo, ampak morda, Primož, boste pa že vi razrešili čisto vse. Ja, če bom slišal na hiter, ker je bila dolga čakalna. Čisto nobenega nisem ujel. Čisto nobenega. Torej, Eugene Cernan, zadnji človek, ki je stal na Luni, njegov glas sta uporabila Daft Punk v enem svojih komadov. Slabih 400 kg Lune so prinesli astronauti na Zemljo in tam pustili približno 200 ton odpadkov z Zemlje. Po 60 letih še vedno viden odtis koraka Neila Armstronga na Luni. Srednje ime Buzza Aldrina je Luna, Moon, ker se je rodil ob polni Luni. In 5. podatek, Eugene Shoemaker, znanstvenik pri NASA, ki velja za edinega človeka, ki je pokopan na Luni. Drugi. Se vam zdi, kaj vas je napotilo k drugemu podatku, Primož? 400 kg. 400 kg, da so prinesli z Lune? Ne, da so pustili gor. Gor so pustili 200 ton. Tam so pustili pa 400 kg. Dve številki sta morda, se človek lahko malo zmede, ampak vsekakor se vam zdi, recimo, da smo pustili 200 ton odpadkov na Luni veliko? Ja, možno je. Zdaj, koliko je pa to veliko ali pa malo, pa mislim, da je to veliko. No, drži sicer ta podatek, Primož. Vseh 6 misij Apola, ki so uspešno pristale na Luni, je na Zemljo prineslo, torej z Lune, 385 kg Lune oziroma materijala, torej peska in kamnin, torej slabih 400 kg. Še bolj zanimiv je pa, vsaj meni, tale drugi del podatka, namreč te misije in še kakšna druga brez človeške posadke, tudi ruske, kitajske, indijske, so na Luni doslej pustile za skoraj 200 ton
različnih odpadkov in ostankov. Čisto točno naj bi jih bilo 182, med njimi tudi 96 manjših kontejnerjev človeških izločkov, torej urina, blata, bruhanja. Bizaren medklic, ki ga navaja tudi NASA. Prvi človek na Luni je bil Armstrong, prvi človek, ki je lulal na Luni, pa Aldrin. Torej, tega je kar nekaj, je pa vseeno torej večina teh 200 ton posledica odpadkov, ki so nastali zaradi vesoljske opreme, ki je ostala na površju Lune, po raznih poskusih, pa tudi ostanki različnih modulov in lunarnih roverjev in podobno. Torej, ja, na Luni smo pustili 200 ton, vzeli pa 400 kilogramov, Primož. Evo, spet nek dober podatek. No, krasno. To ne bom osebno preveril. Prav. No, upam, da je tadej samo na dopustu. Yes, tadej samo na dopustu. Da ni prehlajen. Mislim, da ne, no. Pozdrav. Pozdrav, Primož. Ja. Edi, če sem prav slišala, pa drugi, ki je poklical. Dobro jutro, Edi. Primož vam je nekoliko olajšal pot. Jaz sem že imel prej svojega fiksiranega, tako nič ni olajšal. In ni bil ta tisti Primožev, za katerega ste se pa vi odločili? Jaz mislim, da je srednje ime od Aldrina Bas. Edwin Bas Aldrin, ne Moon. Aha, ja, prav res, dobro. Ali sem ga jaz slabo zakrila oziroma skrila, ali pa ste vi res poznavalec vesoljskih zadev? Poznam vse tri, ki so bili prvi na Luni gori, tako da... Ja, tako res je. To mi je bilo tako jasno, da narobe ta napaka. Torej, je pa res, a ne, ta podatek sem samo nekoliko priredila. Njegovi mami, oziroma njegova mama, njen dekliški priimek je bil Moon. Torej, Edwin Eugene Aldrin, Buzz Aldrin se je rodil staršema Edwinu Eugeneu Aldrinu seniorju in mami Marion Aldrin oziroma rojeni Moon. Dejansko se je torej v prevodu pisala Luna. Ima pa zgodba sicer precej nesrečen konec, namreč ko ji je sin povedal, da je bil izbran, da bo leta 1969 z Apolom 11 poletel na Luno, je od strahu zanj, da bi se mu kaj zgodilo, zapadla v takšno depresijo, da je storila samomor in po povratku na Zemljo je tudi Buzz Aldrin zaradi tega imel težave z alkoholizmom in depresijo, o čemer je govoril tudi v mnogih svojih intervjujih. Je pa drugače Edwin Eugene Aldrin še vedno živ, star je 96, častitljivih 96 let. Bravo, Edi, čestitke. Hvala. Ker sva z Mitjo danes sama, vas prosim, da pokličete po koncu antikviza, da se vam oglasim jaz in si zapišem podatke, prav? Ni problema. Jaz pa med tem oziroma pred tem še pojasnim tri, ki so ostali. Hvala, Edi. Tako, prvi podatek je bil o Eugenu Cernanu, po očetovi strani, sicer čeških, po mamini pa slovaških korenin, ki je zadnji od 12 ameriških astronautov, ki so stali na Luni. NASA med drugim hrani tudi njegov posnetek z misije Apollo 17, ko je skozi okno raketoplana opazoval nek predmet in ga opisoval. No in francoska glasbenika Daft Punk sta od NASA dobila dovoljenje, da sta 40-sekundni posnetek uporabila tudi v svoji skladbi Contact, ki je pristala na njunem albumu Random Access Memories iz leta 2013. I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. Ja, Daft Punk in Contact, v skladbi pa posnetek govora zadnjega človeka na Luni, Eugena Cernana, z misije Apollo 17, ko je opazoval mimo leteči svetleči objekt, za kar se je pozneje izkazalo, da gre za ostanek rakete. In še bizaren dodatek, NASA hrani prav vse posnetke, razen videoposnetka prvega pristanka na Luni, ki so ga po pomoti prenesli oziroma presneli, kar je seveda sprožilo nešteto teorij zarote o tem, ali so Američani sploh pristali na Luni.
In še ostal nam je tretji podatek o stopinji Neila Armstronga, ki jo lahko dejansko še vedno po več desetletjih vidimo. Luna namreč nima atmosfere in posledično ni niti zraka, niti vetra ali kakšnih drugih podobnih pojavov. Površje v teoriji spreminjajo zgolj meteoriti ali morebitni potresi, torej moonquakes, ker ni atmosfere, tudi ni modrega neba, skratka, ni ničesar, kar bi lahko premikalo lunin prah na površju, in dokler ne bo nekdo pristal točno na teh odtisih, bodo ostali tam. Pa še zadnji podatek o edinem človeku, ki je pokopan na Luni, pokopan malo v navednicah, to je Eugene Shoemaker, ki je dolga leta delal kot znanstvenik pri NASA, med drugim velja za začetnika astrogeologije, med drugim je tudi z tega področja izobraževal in pripravljal ameriške astronaute in tudi sam je bil kandidat za prvi polet na Luno, vendar je zaradi bolezni nadledvične žleze ni izpolnil zdravstvenih kriterijev, si je pa neizmerno želel nekoč priti na Luno ali biti vsaj pokopan tam. Umrl je v prometni nesreči leta 1999 in še istega leta je sonda Lunar Prospector del njegovega pepela prav zares odnesla na Luno, s čimer Shoemaker velja za edinega človeka, ki je vsaj delno pokopan na Luni. Hvala vsem, ki ste poklicali ali pa le poslušali, se priporočamo tudi prihodnji teden.